Spletne vsebine so povsod. Zdi se, kot da vsak dan zraste nova zvezda, nov kanal, nov stream. Ampak v ozadju vsega tega blišča obstaja eno orodje, ki tiho poganja ogromen del te revolucije. Je super zmogljivo, popolnoma brezplačno. In ja, skoraj zagotovo ga uporabljajo mnogi izmed najbolj priljubljenih ustvarjalcev. Se je kdo kdaj vprašal, ko je gledal prenos v živo, kako je to mogoče? Kako lahko nekdo kar iz svoje sobe oddaja nekaj, kar izgleda tako profesionalno? No, odgovor je presenetljivo pogosto en in isti program. Pomislimo samo, YouTube, Twitch, pa tudi Instagram in Facebook, vsak dan na teh platformah tečejo milijoni, res milijoni ur prenosov v živo, vse od igranja iger do kuharskih oddaj, predavanj, ma karkoli. In vsi ti na videz različni svetovi imajo eno skupno vez, eno tehnologijo, ki vse to omogoča. Torej, v tej razlagi si bomo pogledali najprej, kaj je to skrivno orožje streamerjev, potem, kaj sploh je OBS Studio in kako je nastal, sledi pogled v notranjost, v nadzorno sobo in za konec še, zakaj je njegova odprtokodna narava tako pomembna. Torej, prvi del, skrivno orožje streamerjev. Res, vsak majster ima svoje orodje, kaj ne? No, za ogromno ustvarjalcev na spletu je točno tole orodje postalo nepogrešljiv del njihovega arzenala, tisti tihi motor, ki poganja vso njihovo ustvarjalnost. Gremo naprej. Drugi del, kaj sploh je OBS Studio? Kaj točno je ta program, ki je, resniki na ljubo, popolnoma spremenil pravila igre? Poglejmo si osnove. Ok, uradna definicija je Open Broadcaster Software, ali na kratko OBS. Gre za program za snemanje zaslona in seveda za predvajanje v živo, ampak tisto, kar je res pomembno, tista njegova prava moč, se skriva v treh besedah: brezplačen, odprtokoden in večplatformen. To je res sveta trojca. In kaj to pomeni v praksi? No, to pomeni, da dela na čisto vseh računalnikih. Windows, Mac, Linux, karkoli. Ne stane niti centa. In njegova koda popolnoma odprta, vsak jo lahko pogleda. In denar ne prihaja od neke velike korporacije. Ne, projekt financira skupnost. Uporabniki sami preko platform, kot sta Patreon in Open Collective. To je res nekaj posebnega, kaj? In ko rečem skupnost, mislim res na globalno skupnost. Poglejte tole številko. 95. Kaj mislite, da to je? To je število jezikov, v katere je OBS preveden. 95. To pove vse o tem, kako zelo razširjen in dostopen je ta projekt. Vse to pa zaradi prostovoljcev. Če ga primerjamo s tipično plačljivo programsko opremo, so razlike očitne. Na eni strani imamo visoke cene, naročnine, zaprto kodo, ki jo razvija ena sama firma. Na drugi strani pa OBS. Brezplačen za vse, odprt, razvija ga celotna skupnost, ponuja enake, če ne celo boljše funkcije, ampak s popolnoma drugačno filozofijo. Dobro, gremo na tretji del. Kako se je vse to sploh začelo? Vsaka velika stvar ima svoj začetek. In zgodba OBS-a je res fascinantna. Začela se je pri enem samem človeku in njegovi veliki strasti. Tole je Lane Bailey, oče OBS-a. In njegov razlog za ustvarjanje, čisto preprost. Kot je rekel sam, naredil sem aplikacijo za streamanje, da sem lahko streamal StarCraft. To je to. Brez velikih poslovnih načrtov, samo en navdušence, ki je hotel deliti svoje igranje s svetom. In iz te preproste želje se je rodilo orodje, ki ga danes uporabljajo milijoni. Poglejmo si, kako je rasel. Leta 2012 je Lane izdal prvo verzijo. Že leto kasneje se je začel razvoj nove, boljše, večplatformne različice. Leta 2016 je OBS Studio, kot ga poznamo danes, postal glavna verzija. In potem, desetletje po rojstvu, leta 2022, pride še na Steam. To je bil res dokaz, da je OBS postal, industrijski standard. V redu, četrti del. Gremo v nadzorno sobo. Kako ta stvar dejansko deluje? Najboljša primerjava je, da je to kot prava televizijska režija, ampak spravljena v en program na domačem računalniku. Popoln nadzor. Vse skupaj je zgrajeno okoli 5 osnovnih gradnikov. Prvo, imamo prizore. To so v bistvu prednastavljene postavitve, recimo kamera na obrazu ali prikaz igre. Potem imamo vire. Vsak prizor lahko dodamo vire, kot so spletna kamera, mikrofon, slika, besedilo, karkoli. Tretji je mešalnik zvoka, kjer se fino nastavi glasnost vsega. Četrti so prehodi, ki omogočajo lepe, gladke prehode med prizori. In na koncu, seveda, kontrole.
Gumbi za začni prenos in začni snemanje. Zveni preprosto? Ker je, ampak je neverjetno zmogljivo. Super je tudi, da se program prilagaja. Za začetnike je tu privzeti način. Kar se vidi na zaslonu, to gre v živo, preprosto. Ampak potem je tu še studijski način za tiste, ki hočejo več. To je pa kot v pravi TV režiji. Na eni strani je okno za predogled, kjer se lahko pripravi naslednji prizor, doda nov napis, zamenja kamero in gledalci tega ne vidijo. Šele ko je vse pripravljeno, se s klikom na gumb pošlje v živo. Popoln nadzor. In s tem pridemo do zadnjega, morda celo najpomembnejšega dela – vpliv odprte kode. Ker to, da je OBS brezplačen, je super, ampak to, da je odprtokoden, to je tisto, kar je resnično pomembno. Tu ne gre samo za denar, gre za celotno filozofijo. In da bi to najbolje razumeli, si poglejmo en konkreten primer. Leto 2021, tehnološki velikan, vsi ga poznamo, TikTok, izda svojo novo aplikacijo za streamanje, imenovano Live Studio. In kaj se je zgodilo? No, kmalu po izidu so programirji po svetu opazili nekaj sumljivnega. Zdelo se je, da je TikTokov Live Studio v resnici predelan OBS studio. Problem? TikTok tega ni nikjer omenil. To pa je pomenilo potencialno kršitev odprtokodne licence OBS-a, ki zahteva, da se prizna izvor. To ni bila samo neka tehnična malenkost, ampak je odprlo resna vprašanja o etiki in transparentnosti. In ravno ta primer pokaže, zakaj je odprta koda tako pomembna. Ne gre samo za to, da je nekaj zastonj. Gre za sodelovanje, za zaupanje, za transparentnost in gre za spoštovanje pravil igre, v tem primeru licence. Ta pravila zagotavljajo, da vsi igrajo pošteno. Za navadnega uporabnika to pomeni, da lahko zaupa orodju, ki ga uporablja, saj je njegov razvoj odprt za vse. In tako pridemo do konca, z enim velikim vprašanjem. Živimo v svetu, kjer tehnološki giganti gradijo visoke zidove okoli svojih zaprtih sistemov. Ampak projekti, kot je OBS, dokazujejo, da obstaja tudi druga pot. Pot sodelovanja, odprtosti. Kakšna je torej prihodnost za takšna orodja, ki jih gradi skupnost? No, to je vprašanje, o katerem se splača razmisliti.